Prehajamo na 4. točko, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji potok, druga obravnava. Besedo ima predlagatelj župan, poročevalka pa dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite besedo. Ja, hvala lepa. Območje z oznako VČ-05 Volčji potok se nahaja severno od Arboretuma in zahodno od golf igrišča. Območje obravnavanega OPPN meri 2,7 hektara in je natančno določeno v grafičnem delu OPN. Prostorske ureditve, ki se načrtuje s tem OPN-jem, so ohranitev obstoječih urejenih površin doma krajevne skupnosti Volčji potok, ohranitev dela obstoječih gozdnih površin, nova stanovanjska pozidava, torej največ 12 enostanovanjskih stavb ali dvostanovanjskih stavb v enodružinske hiše s pripadajočimi zunanjimi ureditvami. Ureditev prometnega priključevanja na lokalno cesto, rekonstrukcija dela lokalne ceste, ureditev komunalne energetske infrastrukture ter ureditev peš in kolesarskih poti in parkovnih površin ter zelenih in urbanih površin na območju. Odlok o OPPN VČ-05 vsebuje tekstualni, grafični ter priloge. Postopek priprave se vodi po rednem postopku skladno z 57 do 61 členom ZP načrta na podlagi sklepa v pričetku, ki je bil objavljen v Uradnem listu 21.4.2018, so nosilci urejanja prostora podali smernice, na podlagi katerih je akt dopolnjen in pripravljen kot dopolnjen osnutek. Ministrstvo za okolje in prostor je 24.9.2019 izdalo odločbo, da v postopku priprave OPPN ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala med 9.12.2019 do 10.1.2020. Javna obravnava je bila izvedena 8.1.2020. Zavzeta in sprejeta so bila strokovna stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na seji občinskega sveta. Na podlagi tega je bil izdelan tudi predlog prostorskega akta, ki je bil posredovan nosilcem urejanja prostora, ki so podali tudi vsa pozitivna končna mnenja. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima dr. Jernej Markl. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Z sprejetjem odloka o OPPN VČ-05 Volčji potok se celovito ureja pretežno nepozidana površina, ki pa je namenjena stanovanjski gradnji. Območje se nahaja tik pred dostopom do golf centra. V svetniški skupini smatramo, da s predlaganim OPPN-jem ustrezno načrtujemo obravnavano območje in sicer iz naslednjih razlogov. Ohranjajo se obstoječe urejene površine doma krajevne skupnosti, pridobi se nove parcele za stanovanjsko gradnjo, ki, kot vemo, jih v naši občini primanjkuje in so precej zaželene. Ohranja se gozdne meje, pridobi pa se tudi profil pločnika, ki je trenutno manjkajoč na delu do golf centra in celotni profil ceste. Svetniški skupini NSI predlog odloka podpiramo. Hvala. Svetnice, svetniki. Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Za besedo. Zdaj malo spomin me zapušča očitno. Sprašujem gospod Ježkovo, program opremljanja, a je sestavni del tega ali gre za individualno poseganje v novo oziroma grajenje infrastrukture, glede na to, da gre kar za precej obsežno območje, seveda bi čakal program opremljanja. Hvala lepa. Oziroma še tole. Kakšen bo pa izplen v občinskem proračunu glede na že zgrajeno infrastrukturo, ki se vključuje potem pri izračunu komunalnega opremljanja oziroma komunalnega prispevka? Kakšna bo ena povprečna cena enojčka pa dvojčka pa morda še kakšnih drugih objektov? Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Igor Žavbi.
Hvala lepa gospodu Tonatu, je očitno ostalo še nekaj denarja. Še vedno zanimajo nepremičnine. Kar je prav. Eno vprašanje. Zdaj sprejemamo ta OPPN v drugi obravnavi. Jaz, če sem prav seznanjen, se je od prve do druge obravnave spremenil lastnik večjega dela zemljišča, kjer obravnavamo. Ne? Imam napačen podatek? Okay. Se pravi, vse v skladu že tudi sklajeno s tem novim lastnikom. Očitno je bil potem nov lastnik že pred prvo obravnavo. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem skupaj. V SLS-u sicer ta predlog podpiramo, vendar smo na sestanku, ki je bil sinoči, nekako ugotovili, da je to maksimalno, se pravi, tale območje, kateri ne bi se pozidal, ne bi bil to maksimalen poseg, potem pa na tem območju ne bi se počas nehal z dodatnimi OPN-ji oziroma z dodatnimi zazidanimi parcelami, ker to območje prenese nekako tok prometa oziroma tok prebivalstva, kar pač prenese, ne more pa to se širiti v nedogledno, ker smatramo, da je že zdaj pač golf in pa, se pravi sam golf in pa ostale, se pravi, kar je že zgrajenega, vse ostale stavbe in smatramo, da je sicer podpiramo zadevo, vendar ne bi nadalje pa ne bi se ta območje širil za pozidavo. Toliko, hvala. Hvala, zdaj poročevalko prosim za odgovore. Hvala lepa. Gospodu Smolnikarju pač pojasnjujem, da program opremljanja je samostojni odlok, in po sprejetju OPPN-ja šele začnemo s prvo branje, tako da ne delamo stroške, imamo pa že v bistvu pripravljeno tudi gradivo za razpis. V primeru, če boste pač danes potrdili ta OPPN, bomo tudi pričeli za pripravo odloka za programu opremljanja, tako da vam zdaj v bistvu ne morem dati podatka, v bistvu koliko bo posamezna gradnja stala, zato ker v bistvu program opremljanja je sestavljen, stroški za komunalni prispevek so nekako sestavljeni iz obstoječe infrastrukture in predvidene in to v bistvu še treba še pač nekako izračunati, tako da bo v prvi obravnavi bo to že jasno. Jo pa pač pričakujemo verjetno v roku 2 mesecev, da bo tudi uvrščena na dnevni red seje občinskega sveta. Kar se tiče lastništva, lastništvo je glede na veljavno zakonodajo, je lastništvo vidno v zemljiški knjigi, in tam ni sprememb, kaj pa kako se govori, pa ne govori, je pa pač stvar nepravnega pojasnevanja pač posameznih zadev, ampak v zemljiški knjigi je še star lastnik. Kar se tiče pa odgovor gospodu Koroscu iz sprejetega OPN, ki je osnova za pripravo posameznih OPPN-jev, izhaja, da je to v Ovčjem potoku zadnje območje, ki je v bistvu nepozidano. In tudi novih OPPN-jev OPN ne predvideva. Ker tudi v bistvu ni prostih površin. V predlogu sprememb in dopolnitev OPN so pa pristojna ministrstva jasno dala negativna mnenja glede na to, da pač na predmetnem območju so številne omejitve, tako z varstva kulturne dediščine kot iz varstva varovanja podtalnic. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Potem zaključujem razpravo in bomo glasovali o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu VČ-05 Volčji potok. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.